Dobrodošli spet v Ambientih. Kaj, če je družinska hiša prevelika in potrebna obnove? Pokazali bomo primer družine, ki se je po tehtnem premisleku odločila za novo hišo, narejeno povsem po njihovi meri in je pol manjša kot njihova prejšnja. Les nam je lep in v svojem novem domu ga želimo čim več. Je bilo preprosto navodilo, ki so ga lastniki predali oblikovalki interjerja tele hiše, ki nudi relativno veliko udobja na precej majhni kvadraturi. Katja, vi ste odgovorna projektantka tele hiše, pa me zanima, kakšne so bile začetne želje oziroma ideje glede tega objekta? Naročniki te hiše so izredno simpatična štiričlanska družina, starša in dva otroka, ki zelo veliko časa radi preživljajo skupaj. Zdaj, kot zanimivost te družine lahko še povem, da so bili prej navajeni živeti v veliko večji hiši, dobrih 300 kvadratnih metrov uporabne površine. Mogoče to zveni sanjsko, ampak v resnici, če imamo tloris, ki ne funkcionira, je to zelo utesnjujoče, zelo obremenjujoče. In lahko hiša, ki je plod premisleka, ki je plod načrtovanja v skladu z življenjskim stilom družine, ki živi v hiši, veliko bolj primerna in veliko bolj ustrezna kot pa večja kvadratura, ki ne ustreza. Kaj so glavne odlike tega tlorisa, da lahko na majhni kvadraturi doseže veliko? Velika izkoriščenost površin in čim manjše površine namenjene hodnikom, hkrati smo pa tudi zelo sledili naročnikom, investitorjem. In v tem primeru smo nekako želeli recimo ta osrednji prostor v pritličju narediti tako, da ga lahko hkrati združimo v velik, svetu odprt prostor ali pa da ga ločimo in imamo dva popolnoma ločena prostora. Poleg osrednjega dnevno-bivalnega prostora so v pritličju še manjša kopalnica, delovna soba in garderoba. Stopnice, ki vodijo v zgornje nadstropje, so umeščene nasproti kuhinje. Prostor pod njimi pa je izkoriščen za shrambo, ki razbremeni kuhinjo. V zgornjem nadstropju sta dve enako veliki otroški sobi, med katerima je garderobni prostor. Tu sta še spalnica in večja družinska kopalnica. Zdaj pa eno vprašanje, ki je mogoče že meji malo na psihologijo. A mislite, da lahko manjši prostori pozitivno vplivajo na družabnost ljudi, ki se v teh prostorih nahajamo, ali pa obratno, da preveliki prostori dejansko naredijo malo več distanc med nami? Definitivno je, da manjši prostor lahko zbliža osebe. Recimo, če damo za primer, ali bosta ločeni spalnici osebi zbližali, oddaljili, imamo hiter jasen odgovor. Pri dnevnih sobah pa včasih o tem ne razmišljamo. Ampak dejansko je tudi to del arhitekture, s tem, da bi rekla, da še zmeraj pa rabimo tudi prostor zase. Tudi to pogojuje, da ne postanemo tesnobni, tako da ne smejo biti prostori premajhni, ampak neko ravnotežje, ravnovesje, da je ravno prav. Eva, vaša naloga pa je bila opremljanje interjerja in me zanima, kakšne smernice ste dobili? Prvotne smernice, ki sem jih dobila od investitorjev, so bile čim bolj enostavno in svetlo pohištvo z neko enovito celoto v vseh prostorih. Ker lastniki svoj prosti čas radi preživljajo v naravi, je bila ena izmed želja tudi, da njihov dom vsebuje veliko lesa. Zato sem kot neko rdečo nit uporabila vzorec nepravilne asimetrične smrečice, ki jo vidimo v hrastovem lesu. Pojavlja se kot utori v lesenih površinah in obratno kot poševne letvice na paravanu in stopniščni ograji. Vzorec se ponovil v predsobi, pri ogledalu in pa pri obešalnikih, v spalnici je na vratih ogradne garderobne omare in v kuhinji na visečih omaricah. A gre v tej hiši v glavnem za masivni les in kje vse ste ga uporabili? V bistvu uporabila sem masivni hrastov les, ki je značilen za slovensko okolje. Hrast je znan po svoji trdnosti in vzdržljivosti, ima dolgo življenjsko dobo, tako da je investicijsko in okoljevarstveno zelo dobra izbira. Masivni kosi v tej hiši so ograja, se pravi vsi kosi, ki vsebujejo ta vzorec smrečice, vsa notranja vrata. Masivna je tudi jedilna miza, ki je sicer iz precej debelega kosa lesa, ampak ima pobran rob, zato deluje tako bolj lahkotno, elegantno.
No, in ko so že pri masivnem lesu, ne moreva mimo tega zelo lepega, unikatnega kosa. Iz katerega lesa je pa tole? Tale kos je pa iz ciprese. To je pa v bistvu delo skupnih moči mojega očeta in mene. Jaz sodelujem zraven kot oblikovalka, on pa kot izdelovalec. Eva, meni je pa zelo všeč tale masivni element v kopalnici. Tako zelo multifunkcijsko zgleda. Kakšna je tukaj ideja zadaj? V kopalnici sem uporabila horizontalne letvice, med katere sem umestila premične poličke, katere potem lahko uporabljamo za odlaganje kozmetičnih pripomočkov, za cvetlične lončke, za obešanje brisačk. Kar je najboljš pri vsemu skupaj, ker se v bistvu želje in potrebe uporabnikov skozi čas lahko spreminjajo, tako se tudi funkcija njihove uporabe in pa pozicija, ker jih lahko premikamo. Kateri so še pa drugi materiali, ki ste jih tukaj uporabili in kakšno barvno paleto ste želeli? Ostali materiali so bolj svetli, mat obdelave, tako da res hrast oziroma les in ta vzorec prideta do izraza. V kuhinji in kopalnici smo uporabili še en naraven material, kamen svetle barve z nežnimi žilami, ki v kombinaciji s lesom deluje harmonično in igrivo. Les in kamen sta naravna materiala in zato sta vedno v trendu, tako da nikoli ne bosta šla iz mode. Lana in Nika, živijo, videli sta pa najmlajši predstavnici v tej hiši, pa me zanima, kako je zdaj tlele živeti v novi hiši? Ja, meni je zelo super, predvsem je všeč, ker je vse v lesu in je ta neka toplina doma, se mi zdi. Zelo mi je všeč moja soba, no. Čeprav je malo manjša, je prostor zelo lepo izkoriščen, sploh so mi všeč te omarice nad posteljo. Meni je pa zelo všeč ta panoramska stena, ki jo imamo v kuhinji, ker se mi zdi, da zelo lepo poveže kuhinjo pa jedilnico s teraso in vrtom in je tako tudi naš kuža Majlo bolj vključen v to življenjsko dogajanje, ali kako naj rečem. A pa vama je všeč to, da je hiša manjša, recimo zaradi tega, ker je treba manj čistiti? Ja, prej smo bili v veliko večji hiši in sem mislila, da bo to mal problem. Ne zaradi čiščenja je super, ampak ker so pač prostori, a ne bi pač vse bilo manjše. Ampak se mi zdi, da je super razporejeno vse skupaj in smo veliko bolj povezani, prostori so med sabo bolj povezani in se mi zdi, da je bolj fino tako. Kakšna bo pa zdaj usoda te prejšnje velikanske hiše? Ja, to pa še ni nič kaj zelo strogo splanirano za naprej. Mogoče se bova midve tja preselili, da bi prenovili, pa pač bi potem midve kasneje, ko bova želeli na svoje, si ne vem, ustvariti družine. Ali pa, ne vem, odprta možnost za oddajo, ne vemo še čisto.